Sem zelo vesel, da je prišlo enkrat do enega takega lepega večera in pogovora o človekovem življenju ali, ko bi rekel, paliativni oskrbi, kako je bilo že naslov še o življenju za svetost, ne? Mislim, da je Milana Vrhova ali nekaj podobnega. In da smo lahko v bistvu različni strokovnjaki z tega področja skupaj. Jaz se nimam za strokovnjaka, jaz sem duhovnika, ne. Čeprav, ko smo začeli v vojski delati, so nas usposabljali tudi za nujno medicinsko pomoč, vojaška je malo drugačna, ne, ker tam je treba na hitro odreagirati v marsikaj. In smo zelo lepo sodelovali tudi psihologi, ki jih je v Slovenski vojski ogromno. V glavnem zelo lepo, z nekaterimi pa ne, nekateri pa niso bili dovzetni za duhovno oskrbo, kot smo jim rekli, to se pravi za človekovo duhovno razsežnost. In vedno me prihaja, zakaj smo načelno zelo lepo skupaj, ne, smo mnogim pomagali tudi do psihiatra, če je bilo te za nas presegajoče ali pa še kaj drugega, ali pa družine tudi skupaj izbirali. Ampak vedno v takih trenutkih mi je prišla na misel to, kar želim tudi danes povedati, in mislim, da je misel po domače, bom povedal, veste, človek si ne more zapomniti vsega čisto natančno. Rekla je pa, mislim, da je Elizabeth Lucas, ne, to je Franklova naslednica, logoterapeutka, približno takole rekla, če bi ljudje v tej naši zahodni družbi izkoristili tisto, kar jim je ponudeno, vero pa spoved, bi bilo brez zamere, gospa, 90% zdravnikov in psihologov brez službe. Mislim, da je ena taka poanta. In zakaj to govorim? Zato, ker kolikor je nam ljudem, zlasti tisti, ki imamo v sebi ene male kali vere, pa smo bili zrasli v kolikor toliko krščanskem okolju in imamo v sebi vsaj malo vere, vsaj malo govorim, tako kot bi Jezus rekel, kot gorčično zrno, nam je Bog dal toliko pomagale, toliko orodij, da bi jih lahko uporabljali in bi bili srečni, kadar bi pa še kaj potrebovali, bi imeli pa še zdravnike in psihologe in psihiatre in še kaj drugega. Tudi zakramenti so eden od teh orodij, ne? Vsak zakrament, veste, začenši s prvim. Na prvem je zbazirano vse. Jezus je rekel, kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Veroval in krščen. Na krst gre pa seveda sveta birba, sveta maša, sveta pokora ali sveta spoved, neverjetno močna zadeva, sveti zakrament svetega zakona, mašniško posvečenje in bolniško baziljenje. Upam, da nisem koga vmes nehote izpustil, katerega izmed zakramentov. Prebral bom kratek odlomek iz Jakobovega pisma, ker je ta zakrament omenjen. Cerkev vidi v tem odlomku začetek. To, kar je Jakob pisal, ko bomo prebrali, boste videli, on piše, kakor da je da je to že znano, da to je že praksa cerkve, takole pravi, velja pa za vse. Predvsem pa, moji bratje, ne prisegajte ne na nebu, ne pri zemlji, ne s kako drugo prisego. Vaš da naj bo da in vaš ne naj bo ne, da ne zapadete sodbi. Ali kdo med vami trpi? Naj moli. Je kdo dobre volje? Naj poje hvalnice. Je kdo med vami bolan? Naj pokliče starešine cerkve in naj nad njim molijo in ga mazilijo z oljem v Gospodovem imenu. In molitev, ki sloni, poslušajte, navajam, in molitev, ki sloni na veri, bo bolnika rešila in Gospod ga bo okrepil. In če ima grehe, mu bo odpuščeno. Priznavajte torej drug drugemu grehe in molite drug za drugega, da boste ozdravili. In takole, kot duhovnik, zdaj imam že kar tudi nekaj kilometrov, ne, za seboj te duhovniške službe, res doživljam toliko milostnih trenutkov, ko Bog odpusti grehe, ko se ljudje kesajo. Včasih bi radi povedali, pa jih niti ne morejo, jih tišči. Ampak pridejo k spovedi zaradi tega, ker želijo odpuščanja in Božjega zagotovila po duhovniku, da jim je odpuščeno. Enkrat vam sem povedal
še kot kaplan, veste, takrat si pa čisto res neizkušen. V ljubljanski stolnici sem bil kot kaplan, smo včasih pred prazniki po 12 ur spovedovali, vmes sem šel skoraj izsilil to, da sem šel ven. Na stranišče pa hitro na župco, pa spet nazaj. Ne? Je enkrat prišel, ko se vedno videlo skozi to plastično steklo, ven kdo prihaja, ne? Tako da sem se malo psihično pripravil. In enkrat pride en možakar, tako po moji oceni, zdaj mojih leta, ne? To je bilo pred 35 leti. Točno sem rekel, tole mora biti ali policaj ali pa oficir. In pride k spovedi in dejansko bi lahko njegovo spoved povzel v teli, takole, ko je bilo tako kot raport poveljniku, veste, ko pride podrejeni poročati o stanju v enoti. In pride noter, pove vse, povzel bi pa takole. Se ne vedel, kdo sem ali kaplan ali župnik, mislim, da je prišel, moram povedati, koliko let ne bi pri spovedi, rekel, po tolikih letih sem prišel v spovedi, naredil sem vse, kar lahko človek slabega naredi, razen ubil, nisem nikogar. In to je naredil kleče, ko je pokleknil, se je klečalnik skoraj zlomil. Sem mu par stvari povedal, dal odvezo in je vstal in šel sam salutiral mini. In je šel, Bog mu je odpustil, se je dobil še tudi kaj mora narediti, pa kaj je kje pa še tako. Veste, zakrament te spovedi je res priložnost, ko ti Bog odpusti. Greš, poveš, daš iz sebe. In Bog je tako dober, poslušajte, on ne odpušča direkt, čeprav tudi, ne. On ve, da smo mi ljudje čutna bitja, ne. Rabimo slišati, rabimo videti. In on spoštuje to in zato je postavil vmes duhovnika, da slišimo, da reče, se jaz ne delam to v svojem imenu, razumete, nobeno duhovnikov, koliko lepega je bilo pri Ivanki, ki smo doživljali, a ne? Kako je ona v bistvu zorila in se pripravljala in tudi rekla, ko bo čas, vse to sem povedal malo pridigi, ne? Ko bo čas, bom poklicala za še eno spoved pa papeško odvezo s popolnim odpustkom. Ko bo čas. In tudi bolniško maziljenje na tej poti, veste, je zelo uporabno, če rečem. Cerkev priporoča, da naj vsak po 60. letu, jaz sem že v tej kategoriji, vsaj enkrat na leto prejme zakrament bolniškega maziljenja. In glede v naši župniji bo drugo nedeljo, ne? Ker je svetovni dan bolnikov. Pa tudi sicer, kadarkoli je med vami, piše Božja beseda, kadarkoli je kdo med vami resno bolan, naj se pokliče duhovnika, starešine cerkve, naj molijo in tako dalje. Zakramenti ozdravljajo. Zakramenti niso zakramenti za smrt. Včasih je še v naši slovenski tradiciji na prepričanje, da je, če pride duhovnik tam, ko je nekdo bolan, zlasti pri onih, ki so stari že 90 let ali več, da bodo pomrli. Ne, lahko ja, ker smrt je del življenja. Ampak kolikokrat tudi v Poljanah sem doživel primera, ko sem prišel, ko v bistvu niso hoteli nekateri, vsi spoštujemo to svobodo. Včasih se zmenimo sorodniki, imam na finto, da bom prišel pa na kafe, ne, tako. Pa pridem na kafe, pa se pa lepo zmenimo z moškimi po moško, tako kot se more, z gospemi pa malo drugače, ne. Ampak vsi pa potem s takim olajšanjem zadihajo, ko dobijo odvezo in če možno tudi sprejmejo obhajilo. Se to morate videti. Morate videti. On sem povedal primer. Jaz ste bil kar 92 let, 2 leti nazaj umrl je naš Faran. Je bilo približno tako, da so me poklicali po dolgem prepričevanju in sem prišel in res, on je visel na tistem stolu tako zvit, na enem takem utrujenem fotelju, na katerem je verjetno veliko presedel zadnje leta, zvit takole. In tako dihal, da sem bil prepričan, da sem morda še ujel zadnje sekunde, ne. Pa začnem pripovedovati, pa tako po moško rečem, no si lahko povem, Ciril, evo, že sem prišel, midva se po moško zmenila, naredila bova to, kar je treba narediti, spoved, če boste mogli, bolniško maziljenje, odvezo in obhajilo. In on takrat, ko lepo čas začne dvigati glavo in čim bolj je dvigal in celo telo,
Pa na hitro pa reče, a pa imaš vse s seboj? Rekel, vse. Vse imam s seboj, kar je treba. In je šel lepo k spovedi in je bil potem po spovedi in ob hajilu dobesedno prihajajo ljudje k sebi, veste. Ampak to je tisto k sebi polno življenja in tudi veselega življenja. Nima nobenih težav več s tem, da je star pa da bo umrl. Ne? Gospod daje, ne? Ko duhovnik pride, on ne pride nikoli sam, ne? On ne pride sem z angelčkom, tako kot zdravniki, pa z nami pride vedno Gospod. Mi prinesemo Gospoda, ne? Gospod odpušča, Gospoda prejmeš pod podobo kruha. In še en primer bom povedal, da ne bom tako dolg, ker je bilo že nekaj na temo odpuščanja. Takrat sem še delal v vojski in sem poznal tega našega častnika, je tudi vedel, da je bolan, da je v bolnici, malo sem tipal, če bi kdo kaj slišal, da bi šel, malo razmišljal tudi, da bi sam šel, potem me pa pokliče njegova bivša žena. Bivša. Ona dva sta živela 10-15 let kot mož in žena, potem sta šla narazen, se ni važno zakaj, a ne, vsak je živel potem ona svojim, on svojo. In me pokliče, pa pravi, oče, pridite k mojemu bivšemu možu. Jaz hodim k njemu in zdravniki pravijo, ne more umreti, tako kot rečemo po domače, ne more umreti. Razumete, vse kaže, da bi umrl, pa ne more. Pustimo zdaj, kaj bi bilo, če bi bila že eutanazija možna, pa če bi kdo rekel od njegovih, ampak hvala Bogu, ni bilo, ne. In smo šli potem tja, ob hajilu seveda nisem mogel, sem pa bil svetorišče na telo, sva šla k spovedi tako, da sem jaz malo ga vprašal, potem pa rekel, zdaj se pa pokasaj, jaz ti bom dal odvezo, še bolitev s popolnim odpustkom, nobene spremembe, ne? Tako veste, kako izgleda, se je videla, bolj veste še kot jaz, ali pa morda. Pa reče mi nekaj kapne, tako kot rečemo, ali pa rečemo, da navdih Svetega Duha. Pa rečem bivše ženi, na ušes, zdaj ga pa primi za roko. Ga bo Bože, prosi ga odpuščanja za vse, kar si slabega naredila. Povej mu, da mu odpuščaš, kar je bilo z njegove strani slabo. Povej mu, da ga imaš še vedno rada, si rekla, ko sva šla gor, da ga imaš še vedno rada. In ona je to naredila. In ko ga je ona držala za roko, je začutila njegovo roko, kako je stisnil. In bo je minutko po mojem odhodu, je lepo, mirno odšel z tega sveta. Veste, še malo duhovno povem svetopisemsko, že Stara zaveza pravi. Smrt ni po Božji volji. In ne trpljenje, in ne bolezen. Jo pa imamo zato, ko smo ljudje, ne bom zdaj šel teologijo nazaj razlagati. Ne? In Gospod, ki to ve, ki je videl, ki vidi, ki pozna, je v svojem sinu postal eden izmed nas, naš brat, ne? In bil preizkušen vsem. Bogu ni nič človeškega tuje. Njegovo srce ali pa srce njegovega sina je bilo po človeško. In on nas v svojem sinu ljubi tudi s človeškim srcem in ve, kaj rabimo. In zato nam daje, zato čim prej zgrabimo vse to, kar nam Gospod daje, in malo morje je tega, tudi primerov.